11. januarja 2013 je bil navaden šolski dan v srednji šoli Lourdes High v mestu Valdosta, Georgia. A tisti dan se je za enega dijaka končal na najbolj grozljiv način. Telovadnici so dijaki v kotu, kjer so bile zvite telovadne blazine, opazili človeške noge, ki so molele iz ene izmed teh blazin. Ko so se približali, so ugotovili, da gre za truplo. Bil je 17-letni Kendrick Johnson. Tičal je v ozki napično obrnjeni blazini. Eno njegovo supergo so našli poleg njegove glave, drugo pa zunaj te blazine. In policija se je zelo hitro odločila. To je nesreča. Poskušal je priti do svojih superg in mu pač ni uspelo, se je zagozdil in umrl. Ampak njegova družina tega pojasnila ni sprejela. Ne takrat, ne danes. Še vedno ne verjamejo, da je bila to nesreča. In ta video bomo danes obdelovali. Enosebno je zelo pomemben ta true crime, ker je bil eden izmed prvih, ki sem jih slišala pri Belli Fiori, še vedno moja najljubša true crimerka, in sem bila wow. Je primer, bi rekla, da je poln misterij, pa prikrivanja, pa ful sumljivih stvari. In to je bilo včasih največja hrana za možgane, da si poslušal najbolj nesmiselne stvari v enem primeru in zbil tako. Ni možno, da je bila to navadna smrt. Oziroma, danes vam prepuščam ta primer, odločite se vi, vklopite možgane. Mislim, da ne bo ful dolg primer, ker res ni razvlečen, ni neskončno podatkov, tako da lock in, pa imate Gen Z to izjavo, jaz se sicer ful neštega, ampak lock in, vzemite si nekaj za jesti, za pit. In na koncu imate, da komentirate. Komentirajte, kva mislite, bodite investigatorji. Vse komentarje preberem, večinoma odgovarjam, kdaj malo zamikam, ampak I do, I shall. Naročite se, ne vem, zakaj še niste vsi, pejte še na Instagram počekirati, TikTok, na TikToku je res skoraj vsak dan true crime ali pa neka scary zgodbica, tako da gremo v ta video. By the way, med raziskovanjem lih tega primera, tako en dan najdem članek in sem oh my god, vrhunski članek, drug dan bam, ni ga bilo več. Basically, ena povezava, ki je delovala zjutraj, je popoldne več ni bilo. In jih tudi tisti na internetu, ko se ti zgodi, ker najbolj nekaj rabaš, ne bo delali. Ja? In lih iz tega razloga že dolgo uporabljam VPN, ker lahko grem v eno drugo državo se vklopati in spet članek čudežno je. In če uporabljaš VPN, naj bo to VPN Surfshark. Zakaj? Ker tvoja online dejavnost ostane popolnoma skrita. Noben ne more vedeti, kaj delaš, ker je skrit tvoj IP naslov in tvoja lokacija. Drugič, lahko imaš en sam račun, za smešno ceno by the way, en sam račun za vse osebe skoraj v tvojem življenju in za vse naprave. Malo so crazy, ampak ja. In pa tretjič, ta vam še vedno najbolj všeč, lahko odkleneš celotno bazo Netflix filmov in serij, torej gledaš karkoli ti zapaše. Jaz osebno bi samo ChatGPT vprašala, v kateri državi trenutno lahko gledam to pa to in boš zvedel in pej gledat. Poleg tega pa obstaja tudi Surfshark One, ki ga lahko vklopiš, ki ti pa prinese tudi antivirus, opozorila, če pride do kakšnih vdorov, ki jih nikakor ne želiš, in pa funkcijo iskanja brez sledenja. Koda šibej v linku v opisu in potipkaj kodo linka za 4 dodatne mesece Surfsharka. Mi gremo pa naprej v tale video. Kendrick Johnson, kdo je bil ta lušten 17-leten fant? Prijatelji so njega poznali kot KJ, Kendrick Johnson, in bil je znan po tem, da je bil ful agresiven športnik. Ni bil agresiven, zelo rad je imel športo, hočem reči. Bil je zagret športnik. Oboževal je fuzbal in pa košarko. Njegova prihodnost, predvsem si želel, da bo športnik, želel si biti fuzbaler. V tem primeru, ki ga bomo videvali danes na kakšnih posnetkih, in tako je pa večinoma igral košarko. Bil je eden izmed 5 otrok ljubeče družine. Bil je tudi tih, zadržan, miren, ampak tako odločen. Vedel je, kaj želi v prihodnosti, vedel je, zakaj trenira, vedel je, da bo športnik. Je bil pa tak miren in ni bil sporen, tudi to so pač o njemu predložili. Rojen pa v južni Georgiji, v mestu Valdosta, in je obiskoval to srednjo šolo Lourdes High, ker se je pa tudi tragedija zgodila. Njegova starša bosta pomembna za ta primer, tako da oče je Kenneth Johnson in pa Jacqueline Johnson je pa njegova mama. Brat in sestre niso kaj dosti upleteni, jih ne bomo omenjali. Gremo zdaj čez primer majčkeno kronološko. 10. januar 2014 je bil dan, ko se on ni vrnil domov. To se je bil, da takoj po šoli, ko se ni vrnil, je bilo staršem čisto okej, ker tisti dan je imel plan iti igrati še neke aktivnosti, ali je bila spet košarka ali odbojka, ne vem, nek šport, in je bilo mami normalno, da ga ni. 10. zvečer je bila tista ura, ki je njo začel ful skrbeti in je paniko nagnala, tako da je bila polnoč ura, je bila pa že policija poklicana. Naslednji dan je itak skozi slabše, njegova mami itak ni spala, panika je bila. Kendrick ni bil tak, da se ne bi oglašal, da ne bi poročal, da ne bi vedel, kje je. Takrat valjda smo si že imeli mobilne telefone, to sem tako rekla, da sem
75 stara. Njegova mama je šla drug dan zjutraj takoj v šolo, ker je že čez noč naredila te letake, missing person, če kdo kaj ve, ne pove, in jih je že limala med tem, ko je bilo njegovo truplo najdeno v stari telovadnici. Ta šola je imela 2 telovadnice, ena je bila stara, ena je bila nova. V stari telovadnici se je tragedija zgodila, karkoli se je že zgodil, in te velike, debele blazine, v kateri je Kendrick tudi obtičal. Grozljivo je, ker policija je bila poklicana ta dan okrog 10:30 zjutraj, ko je bila mami v šoli, ko je mami tudi zvedla, ko je panika nastala, pač res grozljivo. V glavnem, 11. januarja, torej 2013 dopoldne, okrog 10:30 se je skupina dijakov vstopila noter v to staro telovadnico in baje so šli sedeti v te klopi najprej, preden se je pač pouk začel, preden so začeli telovaditi. In ko so sedeli v teh klopeh, so pogledali proti blazinam in nekdo je videl, da iz blazin ven štrli sivkast štumf, /noga, pač štumf na nogi. In so šli tja pogledat. Že ko so se približali temu kraju nesreče, je smrdelo. Takoj so prevrnili to blazino, ker on je bil v navpični legi, v navpični blazini, in če gledate slike, je bil en izmed teh modrih blazin bolj vzadej, z glavo obrnjen navzdol. In ko so ga prekucnili dol, da bi ga potegnili ven, je smrdelo. Pa ne samo bruhanje in kri, ki sta bila prisotna, ampak tudi preprosto že. Baje se na tej točki že začne neko začetno razpadanje, neki vonjave. To nisem vedela, sem mislila, da je po 2-3 dneh, ampak okej. In so ga začeli ven vleči pri rokah, torej pri glavi ven, bil je cel zabuhov, je bilo grozljivo truplo, neprepoznavno, res grozljiv prizor, krvav, pobruhan. Ven ga je pa vlekel učitelj in ta učitelj je potem tudi te vse dijake, preden nastane totalna panika, spravil iz te stare telovadnice v novo telovadnico. Na tej točki, ko so ga vlekli ven, oziroma ko ga je učitelj vlekel ven, je tudi ugotovil, da gre za truplo, in na tisti točki so potem nehali in poklicali policijo. Sledi popoln kaos, zapečatil območje. Policija je zelo hitro prišla do preproste ugotovitve. Bila je nesreča. Kendrick se je želel stegniti v to blazino po svojo supergo, ker ta ena superga je tudi bila pod njegovo glavo na dnu, ali noter zagodena, nisem ziher. In to je bila za njih zelo smiselna razlaga, ali pa prikritje. Rekli so, vzrok smrti je positional asphyxia, a sem to čudno rekla, ne vem, oziroma pozicijska zadušitev. Torej telo lahko pade v eno tako lego, toliko nenaravno, toliko nenavadno, da prej ali slej pride do zadušitve, sploh če je telo toliko časa nekje. In tudi ta blazina naj bi nanj delovala kot nek kokun, ki ga je skozi bolj stiskal. Torej, če že na eni točki ne moreš do konca sape zajeti, kaj šele v 3., 4., 5., 100. vdihu, in je skozi slabši in ti zmanjka zraka in umreš. To je bila njihova razlaga, uradna. V tej zgodbi bojo kar pomembni. Georgia Bureau of Investigation, samo mi bomo klicali GBI, ki bojo še največja kontradiktorno, ki bojo še najbolj proti vsem ostalim raziskavam, ki jih bomo slišali. In sicer opravili so obdukcijo, v tem primeru je bila očitno še zmeraj potrebna, in rekli so, ni znakov travmatskih poškodb, ni znakov boja, ni znakov nasilja, ni znakov česarkoli foul play, oziroma česarkoli, da ni samo nesreča, oziroma freak accident bi rekli v Ameriki. Če je neka čudna smrt, je freak accident. Primer je torej zaključen kot tragična nesreča, ampak mi zdaj pridemo do zanimivega dela tega videa, ker boste slišali vse čudne stvari, in Pinky promise, da si boste na koncu mislili, da je zelo majhna vrednost, da je bilo to vse naravno. Gremo v te čudne stvari. Nelogičnosti in sumljive detajle. Kendrickov oče Kenneth je dejal, to ni nesreča, nekdo je našega sina ubil. Gremo na prvi problem, in sicer velikost blazine. Širina blazine oziroma njene luknje. Prvo kot prvo, Kendrick ni bil majhen fant, mislim, mogoče še malo rast, ampak bil visok 178 cm. Širina blazine oziroma luknja v blazini je bila 35,5 cm. Njegova ramena, se lahko predstavljate, da so bila široka. To definitivno je več kot širina te blazine, torej že po kateri zdravi logiki bi si ti poskušal spasati noter, kako se ni zglup. Oziroma, on je bil navajen tega. On je bil navajen se sklanjati v to blazino po svoje čevlje, zaradi tega, ker jih je vedno tam shranjeval. Drugi dijaki, oziroma večina dijakov, jih je imela v omarcah, ampak problem teh omarc je bil, da so jih mogli plačati, zato je Kendrick in en njegov kolega sta jih vedno shranjevali v blazine. Torej, jih skriješ in ko jih rabiš, se samo stegneš po njih, ali kakorkoli so že prišli, ne vem. Torej, ta prvi problem je, zakaj, če si to vedno počel, kar naenkrat boš od tega umrl, zakaj, če je vedno ista blazina ali pa če je vedno široka, kako
ne veš, da se ne moš noč zbasati, če je preozka zate, kaj da hek delaš, zakaj bi se dal to nevarnost, v glavnem ful je nenavadno. Drug problem, ki je zelo velik problem, en izmed večjih po mojem mnenju, so vse te superge na kraju zločina. On si lahko predstavljate, da je torej prišel v svojih čevljih. Njegovi čevlji so bili bele barve. Stegnil se je z drugimi supergami, ki so bile črne barve. V te črne superge naj bi se on preobul, ker so bile športne. Torej, stegnil se je noter po eno, druga je bila že zunaj blazine. Ta zunaj je bila okrvavljena. Kako? Od kje? Nima smisla. On je bil pa noter v blazini in tista spodaj pod njemu ni bila okrvavljena. A štekaš, kako hočem reči? Lih obratno bi mogli biti, to ni imelo smisla. Plus tiste bele superge, v katerih je on prišel, so bile noter z njemu v blazini. Tukaj upam, da bo Roko, moj editor, najdel slikco ali pa da mu jo pošljem, da vidite. Bele superge so noter skoraj kakor da bi bile položene. Prvo kot prvo, zakaj bi bile sploh noter v blazini te bele superge? Tukaj so imeli sicer razlago, da je mogoče pač z njimi se skobacal noter in jih je potem, ko je probal priti ven in dihati in se rešiti, jih je zbrcal dol iz nog. To je pač ena opcija, ampak še zmeraj je totalno nesmiselen ta cel kraj zločina ali smrti. Še en problem je tukaj, da je bil tam zraven še en par čevljev. Mislim, da so bile take črne z oranžnimi vezalkami, ki ne pripadajo nikomur. Plus imela so gor neke kapljice, neko tekočino, ker se to vidi na slikah, ampak a je to kdo pregledal? Ne. Cel ta primer je na pol ali pa večinoma nepregledan, nepreverjen, niso preverjali DNK-ja, vsega, kar je bilo možno, niso preverjali in zaradi tega se staršem blede, ker se sprašuje, komu je to pripadalo, odkje je bila tista kri. Stvari niso bile pregledane, čisto jih zanemarjali, čisto bili tako, to ni nič. V glavnem, tretji problem, na bližnji steni telovadnice je bila tudi kri. Ta stena krvi ne bi bila nikoli testirana, čeprav sem nekje drugi slišala, da je bila in da kao ni imel zveze z to nesrečo. Še zmeraj je to telovadnica, kjer je nekako se zgodi, da je kri, ampak tukaj izgleda, da je res precej. Plus ena mini kapljica krvi je bila na tleh, to so testirali, ampak ni bila od Kendricka, ampak potem je tu ful veliko vprašanje, od koga je bila ta kapljica krvi. Še ena izmed stvari, ki je staršem kalah, freaking bi zavedali, koliko jih mora to jeziti, te osnov niso zavedali, niso testirali, niso primerjali z drugimi, ni raziskano, ne. So pa najdeli še par ostankov, še par, ne vem, robčkov krvi, delčkov krvi od flajšov, bilo kaj po tej šoli, recimo v smeteh, pa je recimo pripadalo eni punci, ki se ti dan poškodovala. Kakšne stvari so bile pregledane, kakšne pa res ne, tiste, ki bi mogli biti. Četrti problem, ta je spet zelo velik, mogoče kot drug največji, ampak prvo največji in sicer video nadzor. Tole vas bo ven vrgel. Na tej šoli je bilo tako 62 ali 63 kamer z kvaliteto fucking krompirja. Res slaba kvaliteta in te kamere, ja, točno tega dneva manjka, pazite, manjka veliko materijala. Meni je to tako mind-blowing, now what? Pač manjka in kaj zdaj, koga bo to, mislim. Kamere so lih nenadoma čudežno nehale snemati, ko je Kendrick prišel v telovadnico. Dejansko obstajajo te posnetki, ki pa nimajo več smisla. Najprej pride Kendrick okrog enih popoldne 10. januarja v telovadnico, ga vidimo, kako preteče. Potem 3 minute ni nikogar, potem preteče še en mulc in se Kendricka takrat ne vidimo več. In drug, tak mlad tip, se tam igra, mislim, da nekaj žogo. In potem on ne da bi zlaufal ven iz kadra, ker naenkrat je konc in se pojavijo drugi ljudje. A veš, tako. In totalno tle nekaj manjka, nekaj fali, nekaj nima smisla. Je pa en problem pri teh kamerah, pa je, da tudi se sprožajo in delujejo na gibanje, tako da je malo weird v tem smislu, ker lahko hitro to krivijo in rečejo, nobenih kradov gradiva preprosto ni snemala, ali pa da ne dela dobro, ne? Ampak ja, očitno na gibanje jih ne dela dobro, če je onkrat zginil iz ekrana in potem so se drugi ljudje pojavili čez ne vem koliko minut. 2 kamere sta v tej telovadnici, od tega imate obe očitno hud problem zaradi tega, ker eni je manjkala približno 1 ura in pol gradiva, drugi kameri pa manjkalo 2 uri in 10 minut gradiva. Zdaj pa me res zanima, kaj si že mislite. Že vmes komentirajte, da ne boste pozabili. Tudi potem, ko je bil on ob enih ujet na kameri, ni prišel nazaj k pouku. Zdaj ne vem, ali oni tako pozno še vedno pouka, je sploh še bil pouk, v glavnem, potem ga niso več videli. Gremo na naslednjo zelo čudno stvar, še zelo čudne stvari nas čakajo. Sicer Kendrickovemu dedku Eddieju niso pustili videti trupla. Zakaj sploh dedku? Zaradi tega, ker očeta Kennetha lih slučajno ni bilo v državi in se je potem vračal in je prišel kmalu, ampak pač trenutno ni bil doma. In Eddieju, dedku, niso pustili videti trupla. Ni pa dobil dobrega razloga. Mind you, da v Georgiji
je če je eye contact bi mogel tako biti, pa ni bilo, da v roku 24 uri truplo nazaj pri družini. Če ni dokazov, če ni jasnih dokazov, da gre za foul play, da gre za neko stvar izven nesreče, da je nekdo storilec, da je umor. In če kao ni bilo sumljivo, da bi to bil umor, zakaj truplo v 24 urah ni bilo nazaj in zakaj ga niso smeli videti? To ni šlo po pravilnih postopkih. Ko sta dedek in oče končno lahko Kendricka videla, sta opisala celo situacijo res grozljivo. Oče očitno je bil toliko pri sebi, da je lahko to gledal, si jih zapomnil, je videl situacijo in je rekel, obraz je imel zabuhu, tukaj je imel krvi noter, tukaj je bil napihnen do neprepoznavnosti. Imel je črnice, imel je praske in imel je kratke nohte. Za Kendricka je bilo znano, da ima dolge nohte, tako da jaz bi rekla, da če tle sumimo nek foul play ali pa umor, je možno, da se je on mogoče boril in je imel zadaj kakšen DNK, ali pa je praskal, ali pa bog ve kaj. In so mu potem naknadno, če bi hotel kaj prikriti, tudi postrigali nohte, ker potem ne bi mogli DNK ven dobiti. Še ena nora stvar je oblačila, ki naj bi jih imel on ob sebi takrat. Kendrick naj bi imel takrat pri sebi še dosti oblačil, očitno jih je nosil v roki ali v torbi, ne vem, pa še eno knjigo, tako precej njegovih predmetov je tam bilo, ampak point tega je, da je spet pravilo, zakon v Georgiji je, da te stvari takoj vse v celoti morajo priti nazaj k družini. Kendrick je imel takrat 3 različne majice za preobleči, še ene kratke hlače, črne, boksarce, še ene daljše hlače, mogoče še kaj, ampak v glavnem to. In vse, kar je prišlo nazaj k družini, so bile samo ene pokvarjene slušalke, nič drugega. Takrat družina še ni sprva mislila, da je s tem nekaj ful narobe, ali pa so si rekli, ok, hvala Bogu, bo šlo vse neke dokazi, bojo raziskovali, bojo DNK preučevali, ampak potem ga niso. Zavedali so samo, da so basically ostali brez njegovih stvari. Stvari ratajo še hujše. Na tej točki družina že res sigurno, fuck this shit, tukaj nekaj smrdi, tukaj nekaj ne štima in so se odločili, da želijo svojo lastno obdukcijo. To je torej neodvisno, kaj jo pač plačaš in greš raziskovati naprej. Tukaj rata še bolj nesti. Torej, ta GBI so bili ta prvi laboratorij, ki so Kendricka raziskovali, potem so pa to dali neodvisnemu forenzičnemu patologu, dr. William R. Anderson. On je opravil obdukcijo. In ena izmed prvih stvari, ki jih je ugotovil, je bil, da vzrok smrti ni bila zadušitev, temveč nepojasnjena topa poškodba vratu oziroma glave, nekaj od tega. Jaz bi rekla, da se ni videl na njegovem vratu ali glavi, ampak se to vidi baje po določenih drugih delih telesa. Mislim, da je bila neka črnica na eni roki. Ne vem točno, kako to deluje, nočem kaj narobe reči, ampak v drugih delih telesa je to sklepal. Zdaj pa še bolj grozna stvar je pa to, da je dr. Anderson odkril, da so bili vsi notranji organi Kendricka skoraj odstranjeni, sicer srce, možgani, pljuča, želodec, tudi jezik njegov. Vse to je bilo odstranjeno in zamenjano s časopisnim papirjem. Zdaj prvo kot prvo, ni to najbolj nenavadna stvar, da pri obdukciji se to zgodi, baje včasih to naredijo, ampak ko to naredijo, vsaj se pač zamenja z bombažem ali pa z nečim veliko bolj kvalitetnim, ne vem, nek material je prav za to stvar. V tem primeru so imeli noter zapasen časopisen papir, plus starši niso vedeli, da je bilo vse to odstranjeno. Potem naknadno je ta GBI pojasnil, da so jim vse te organe odstranili zaradi gnitja, kot preventiva, da je to čisto normalno, Je pa vse to še pač bolj povečalo neke dvome v tem, da so stvari normalne in okej. In obstaja tudi ena teorija zarote. Mislim, da samo eno bom omenjala, ki je tako res močna in je tudi mogoče edina, v katero starši verjamejo. In sicer Kendrick ni bil sporen mladenič, je imel pa 2 brata na tej šoli in z enemu izmed teh 2 se je nedolgo nazaj sprl. Zdaj pa pazi to, se začeli lučke počasi prižigati. Te 2 brata sta bila brata Bell, Brian in Brandon. Brian je bil tisti, ki naj bi bil v sporu s Kendrickom, in sicer zaradi ene punce. Naj bi Kendrick dejansko z njo nekaj imel, tudi celo spolnost, torej neke ljubezenske težave, in ona dva naj bi se tudi sprla pred učitelji, naj bi to oni vedeli, niso kaj dosti ukrepali. Zdaj pa zapakirajmo to nazaj v neko smiselno celoti. Sicer Brian in Brandon Bell sta bila sina zelo visokega FBI agenta. In tudi nedolgo nazaj naj bi se, mislim, da celo na avtobusu stepla ali skregala, sprla. Vsak ima svojo zgodbo, kdo je bil kriv,
ne bomo se v to zapletali, ampak takrat naj bi celo oče bil zraven na tej neki tekmi od Briana in ga je peljal domov, Kendrick pa pač ni imel očeta takrat zraven in je mogel čakati na en čuden prevoz. V glavnem, to so vsi videli, vsi vedeli in ja. Te dva fanta sta bila edina kot osumljenca, oziroma vsaj Brian, in so jih poskušali locirati, ki sta takrat bila, glede na kamere, če imate alibi. Zdaj pa mi vemo, kako so te kamere delovale. Pač ful je bad, ker kako da hack so zanašal na te kamere, če je to itak, če ima policija prste zraven, če so hodili prikrit, mi itak ne bi izvedeli, a veš, ko mislim reči, in lahko preprosto pokradejo to gradivo, ga zamenjajo, ga spremenijo. In v času lih Kendrickove smrti, oziroma takrat, ko so se te stvari dogajale po 1 uri, je imel eden brat alibi, da je bil na drugem koncu šole in drug brat je imel alibi, da je bil na drugem koncu mesta. Je pa to zelo vse v zraku. To je vse, kar lahko rečem, mislite si, kar si hočete. Če že manjka toliko gradiva v teh kamer, zakaj ne bi še tle mečkaj pobrkala, veš, pa mislim, who cares pač. Družina Johnson se je borila še naprej, vložili so tožbo v višini 100 milijonov, civilno tožbo zoper več 30 oseb, med njimi tudi dijake, šolo, policiste in agente FBI. Tožba je bila kasneje umaknjena, so rekli, da ni dosti nekih dokazov, da bi se v to spuščali. Potem je še zvezni državni tožilec leta 2016 spet zavrnil sploh predlog. Leta 2019 bom samo še omenila, torej nedolgo nazaj je bila še vedno bitka, verjetno še vedno se trudijo, se je pojavil nov igralec v tej pač nov lik in sicer šerif okrožja Loudon, Ashley Polk. On je takrat rekel, ok, bom jaz še enkrat pregledal ta primer, v bistvu ga je pregledal bolj zaradi pritiska, peer pressure, mislim, okolica je še vedno ful se zavzemala za Kendricka, sploh temna populacija, ful so imeli te proteste oziroma ful so navijali za pravico in je on takrat rekel, ok, in je šel še enkrat čez 17 škatelj gradiva in je preprosto na koncu rekel tako po 2 letih skoraj. Ne, nič ni dosti dokazov, to je bila samo tragična nesreča. Fora je, da če bi FBI kje zraven, pač kako bojo karkoli rešili. In na sodišču in kjerkoli, ne vem, kdo bi mogel priti na oblast, da bi se to rešili, ampak v tem primeru jim nikakor ne uspeva. Tako da jaz se pa sprašujem, če bi bil to navaden padec v preprogo, zakaj je toliko skrivnosti, zakaj je toliko lukenj, zakaj je toliko slaba preiskava. Odgovorite pa vi, natipkajte, kaj mislite, oziroma kaj je vaš instinkt prav, ker itak nismo bili tam, pa že cel ta kraj umora se mi zdi, da če so ga že ven vlekli, pa to Bog ve. A veš, predstavljaj si, da je en sam zaprničaril, ga je rekel, ne bi se smeli dotikati, ker je že mrtev in je po nekaj samo tiste superge predstavil. Ne vem. Napišite, kaj mislite. Hvala, če si video pogledal do konca. Za nagrado klikam link v opisu tega videa. Vtipkaj kodo Alenka in dob 4 dodatne mesece Surfsharka. Ne bo ti žal. Jaz pa se zdaj poslavljam, naročite se, če še niste. Pridni bote, radi se imejte, Elena mama. Pa se gledamo verjetno naslednji petek, se imejte pa ful lep vikend. Bye.